Ne moreš tekme zmagati izven igrišča, na igrišče moraš prijeti. Če želite prihodnost, v kateri boste vi živeli, ne mi, pač morate to prihodnost vzeti v roke. Vsak je lahko couch trener in couch trener ima zmeraj prav, ne. Isto pri televiziji, ne, pač vsak je lahko sodi, ali mu je tisto všeč ali ni všeč, ali bo to gledal, ne bo gledal in prav ima, pač to je njegov občutek, kakršenkoli je že v tistem trenutku. Pozdravljen. Pozdravljen. Z mano je Branko Čakarmiš, direktor vsebinske strategije na ProPlusu. Pa mogoče za začetek, kaj sploh je to, oziroma kaj je tvoja naloga na Pop TV? Zelo preprosto povedano, ukvarjam se z vsebino, ki jo ponujamo gledalcem na televiziji, na internetu, na Voyotu. In iz kje je sploh prišla ta neka strast do vsebine, do ustvarjanja? Po moje izhaja iz strasti do knjig, do zgodb. Ko vse se začne in konča pri zgodbi. Tudi serija, film se začne z zapisano zgodbo. Ampak, mislim, ta ljubezen do knjig nekako mladi nima več tega, kje ste vi to prevzeli? Po moje sem imel srečo, da mi je bilo rahlo dolg čas v otroštvu, pa sem veliko knjig bral, pa da sem imel učitelje v šoli, osnovni in srednji, ki so spodbujali na pravi način. Ker zdaj mladi v bistvu skoraj da ne berejo, pač večinoma so na telefoni. Ja, to mislim, da je velika škoda, dolgoročna škoda. Pač branje je osnova marsičesa, ne, tudi tvoje domišljije. Pa tudi, mislim, če naveževa to na to klasično, tradicionalno televizijo, a to mladi sploh še gledajo ali smo izgubili na socialnih? Mladi gledajo, če nekaj za njih. Če najdejo tisto, kar je njim primerno. Recimo, imeli smo serijo Skrito v raju in v njej so se našli tudi mladi, če zdaj govorimo predšolski, osnovnošolski, srednješolski otroci. Pa kmetija verjetno je bila isto relevantna. Kmetijo pa gledajo zaradi likov, ki so letos bili v kmetiji. To je bila najbolj gledana kmetija, zaradi zgodb, ki so se pletle med tekmovalci. Tekmovalci pa so prisotni tudi na socialnih medijih in od so jih mlajši gledalci pač prepoznali in potem so jih spremljali v kmetiji. To je v bistvu neka strategija za nekako pridobivanje te neke ciljne publike mladih? Mislim, da ni strategija kar realnost, ne. Pač, ti svetovi se prepletajo, ne. Klasični televizijski svet, internetni, pa svet socialnih medijev. Mislim, da teh ločnic je zmeraj manj. Ampak ta tradicionalna televizija se nekako prilagaja, se dovolj hitro modernizira za spreminjajoče sveta? Za moj osebni kus ne dovolj hitro, jaz bi to še hitreje delal, ampak po drugi strani pa imaš tudi gledalce, ki so pač lojalni, navajeni določenega načina pripovedovanja, upodabljanja. V Sloveniji se televizija še zmeraj gleda več kot 3 ure na dan v povprečju, ne. Tako da ni to ravno umirajoči medij. Ampak mi smo, mislim, Slovenci smo nek posebna vrsta gledalcev v primerjavi z ostalimi svetom? Smo bolj napredni gledalci, predvsem mislim na to, da je naš ta infrastrukturni svet medijev malo bolj napreden, namreč smo izrazito pay TV market, torej distribucija televizijskih vsebin poteka 98% prek kabelskih operaterjev. Imamo izjemno visoko penetracijo internetnih gospodinjstev, med višjimi v Evropi, imamo zelo razvito internetno mrežo, ki omogoča visoko hitrost, kar omogoča gladko spremljanje streamingov, imamo visoko penetracijo streaming storitev po gospodinjstvih in smo skoraj unikaten primer v Evropi, da je lokalni streamer, torej Voyo, ima večje število naročnikov kot pa Netflix. Je Voyo v bistvu nekako ta slovenski Netflix, ampak... Ne, mi ravno nasprotno, mi smo ves čas hoteli ne Netflix narediti, torej, ker Netflix nikoli ne moreš biti, mi smo pač ubrali svojo pot že od leta 2010, ko smo, takrat je to še reklo se Pop Plus, ko smo preizkušali, kaj lahko naredimo, čisto drugačna strategija in vsebinska in komercialna kot pa Netflix. In mislim, to v bistvu pionirno nekako na tem območju Adrije. Ja, tukaj smo bili med prvimi, tudi v naši skupini smo bili med prvimi in pač začeli smo z projektom Big Brother z
možnostjo nakupa vpogleda skozi kamere, ki smo jih imeli v hiši. Kdo pa je, a je bil neki idejni vodja tega? S tem sem se jaz začel ukvarjati, pa še kolega Blaž. Pač to so zmeraj nove, zanimive stvari, ki premikajo meje, se prilagajajo nekim novim uporabniških navadah gledalcev. Pa vsaka nova stvar je zanimiva, zabavna, vsaj meni. Kaj pa zdaj s porastom umetne inteligence, a se to tudi nekako povezuje z medijskim svetom? Umetna inteligenca se povezuje z vsem. Pač, zdi se mi tako, da se veliko ukvarjamo, kaj nam bo prinesla umetna inteligenca. Pač prijazniti se moramo s tem, da umetna inteligenca bo pomemben del našega zasebnega in poslovnega življenja. Ne? Pač, prešla bo, če že ni vse gospodarske dejavnosti, pa tudi naše zasebno življenje. Ne? Mene včasih, sploh zaradi vaše generacije, se malo bojim, ker se nihče ne ukvarja, kaj se bo zgodilo z našo naravno inteligenco ob uporabi umetne inteligence. Pač ljudje smo izumljali stvari, naprave, storitve zato, da nam olajšajo določene stvari in s tem smo si razširili inteligenco. Zdaj pa imamo občutek, da drvimo proti eni pasti, s katero se nam bo naša naravna inteligenca zmanjševala. Ne? In slabo bi bilo, če bi ta umetna inteligenca bila substitut naše naravne inteligence, namesto da je samo pomočnik. In pomočnik, ki izboljšuje naše kognitivne sposobnosti, ne pa substitut, ki v bistvu uničuje naše kognitivne sposobnosti. Ker mladi v bistvu vse bolj pogosto, uporabljamo sem, da vse naredi namesto, niti nekako kritično ne pride. Ja, ampak recimo, samo eno situacijo ste si predstavljati, če otroci ne bojo več risali z roko, ne? Kakšen vpliv bo imelo to na možganske strukture in pač na njihov kognitivni svet, na domišljijo, če bojo pač vsako nalogo risanja česarkoli zaupali umetni inteligenci. Zato pravim, da mene bolj skrbi, kaj bo za človeško inteligenco, kot pa z umetno inteligenco. In ja, to je nek pripomoček, orodje, ki ga super uporabljamo. Ne sme pa to nadomestiti naše želje po znanju, radovednosti, domišljiji. In tudi v bistvu to je nek ta širši problem, ker mladi v bistvu vse bolj zgodaj nekako so izpostavljeni nekim digitalnim napravam. Res je, jaz mislim, da ste vi generacija, ki boste nosili ta digitalni križ. Upam, da ga boste pripeljali čez to skušnjavo na način, da bo dobro za vas, ker pač mi smo generacija, ki na nek način skoraj ne štejemo več. Prihodnost pripada vam in upam, da veste, kaj počnete z vsem tem, kar prihaja na vaše stole. No, verjetno ne, ampak bomo se že se prilagodili oziroma se bomo... Ljudje smo itak prilagodljivi, tako preživimo. Pa če se naveževa na vas, pa na mlade, no, večina vas pozna pač iz Slovenije ima talent, če se ne motim. Kaj je v bistvu to neka lepa izkušnja za vas? Ste uživali v tem? Ja, pač po svoje je bila tudi lepa izkušnja, ampak v resnici jaz nisem. Jaz sem raje šel za kamero, ne pred kamero, ampak po spletu okoliščin sem pač tam sedel 8 sezon v žiriji in poskušal po najboljših močeh pač to oddajo pripeljati na način, kakšen je bil. Drugače pa imam veliko raje druge vloge, kot pa pred kamero. Si bil kar strog žirant, ali se motim? Jaz sem tak zmeraj, nisem v resnici prijazen, ampak povem pa tudi največkrat tisto, kar si v resnici mislim. A si kdaj za voljo šova nekomu pač ga odobril oziroma si ga zavrnil? Kako misliš? Ja, zato da je šov bolj zanimiv, da ne vem, neko osebo, ki nima nekega talenta, pa je zagledanost solidna. Ne. Sem pa zmeraj pač imel poseben občutek za tiste, ki so bili rahlo outsiderji ali pa pač to pa je. Ampak ne zaradi tega. Pač terja, veš, eno je, zdaj se lahko pogumna spodaj na ulici, pa se pogovarja, pa priti pred kamere luči, pa 4 tečne face. Pa še kaj je bilo v operi, pa je bilo je kar terja en pogum.
Je treba biti kar Sploh, ker mi zelo radi prehitro sodimo ljudi in pač nekateri težko prenašajo te sodbe. Ja, lahko se iz kavča smejete, ne se. Izjemno lahko, ampak jaz sem se to že zdavnaj navadil, ker delo na televiziji je podobno kot pri fuzbalu, ne. Vsak je lahko kavč trener in kavč trener ima zmeraj prav, ne. Isto pri televiziji, ne, pač vsak je lahko sodi, ali mu ti všeč ali ni všeč, ali bo to gledal, ne bo gledal in prav ima, pač to je njegov občutek, kakršenkoli je že v tistem trenutku. Mislite, da je korektno, mislim, da se implementirajo neki komentarji, pa zdaj tudi na 24 ur so tudi že nekaj časa komentarji. Jaz sem zagovornik ves čas, da imamo komentarje, ampak da se prijavljajo s pravim imenom in priimkom. Ne, ker v bistvu, ko bereš tisto spodaj na 24 ur, redko kdaj je kaj konstruktivnega, veliko je tega. Jaz priporočam, da ne bereš. Ja, je kar nekaj. Nobenih komentarjev, tudi na drugih platformah. Od tega podcasta, ali upajmo, da Ker je to nepomembno za tvoje življenje, za tvojo osebnost, ker to so tujci, ki te ne poznajo, tujci, ki nič ne vejo o tebi, tujci, ki prelahko sodijo. In v bistvu nekako svoje neke probleme, težave Absolutno. v internet. Je pa po drugi strani to je napol terapevtski kanal, da ljudje sprostijo svoje emocije, Vse tudi to je neka, frustracije, neka funkcija. strasti. Ne, Ja. boljš na internetu, kot pa uživo, da nekomu. Ja, Čeprav te ljudje si tak nikoli ne bi upali, mislim, zelo redki, zelo redki. Ampak običajno ti se tudi podpišejo z imenim in priimkom. Kaj pa je, mislim, 24 ur, A ti imaš rad mnenja, taka konkretna mnenja, ja, konstruktivno kritiko imam rad, seveda. super. Tvoji sošolke imajo radi tudi, večino imajo radi konkretno. Ja, odvisno, no? Če negativno, verjetno ne. Vidiš. Mislim, ljudje smo pač primorani, da ne maramo nekih negativnih mnenj, tudi če so Ja. konstruktivni. Ne se pač negativno mnenje, če je pač predstavljeno na pravi način, je lahko zelo konstruktivno, to ti hočem povedati. Ja, vem, ampak tudi ljudje, tudi če je konstruktivna kritika, pa je negativna, da lahko nekaj izboljšaš, nismo vedno primorani, da bi pač bili zadovoljni s tem. Ne, ampak to naj bi te načeloma spodbudilo, da pač narediš kakšen korak v drugo smer, karkoli je že problem. Kdaj smo pač predzagledani vase, da bi nekako to sprejeli kot neko dobro kritiko. Ampak Ja, mogoče tudi vzamemo kot starši napad. premalo to počnemo in preveč samo hvalimo oziroma prehitro pohvalimo. A je problem te permisivne vzgoje, da je vse v redu, da se nič ne kritizira. Nič ni vse v redu, to se ne strinjam s tem. Mislim, ne, da je vse Ne v more redu, biti vse v ampak redu. starši gledajo pač ta permisivna vzgoja, starši nekako pogosto jim je vse, kaj delajo otroci, oziroma so ful neka Ne, to prijateljski. pa ni, jaz nisem ta tip starša, tako da jaz sem malo starejši že, pa Ja. se ne strinjam s tem. V šoli sem itak najstarejši starš, ki grem na govorilne ure, pa na roditeljski, ampak ne strinjam se s tem. In se spomnim prvega roditeljskega sestanka in je ena mamica izpostavila kot največji problem, ali se bo dovolilo za pusta, da bi fantje lahko prišli ušemljeni v kavbojce in imeli plastične pištolce. Da je ona proti temu. A res? In kaj je bil verdikt? Nič ni bilo, pač ona je samo to izpostavila, da to ne bi bilo prav in da pač da šola mora to prepovedati. Vi se s tem strinjate, ali ne? Mislim, da to ni največji problem slovenske šole. Jaz tudi mislim, da ni. No. Sploh ne leta 26, ko smo verjetno kakšni 2-3 leti pred uvedbo kakšnega vojaškega, obveznega vojaškega roka za fante in punce. A ne. Če otrokom predstaviš svet brez orožja, v bistvu jim ne delaš nobene usluge. Moraš jim predstaviti na prav način. Živijo v nekem Ker idealu. pač odrasli, pa tudi otroci živijo v svetu vojn, ne v svetu mirov. Ja, ne Pač morejo. drugače jih občutimo, drugače jih vidimo, bliže daleč so od nas, ampak ustvarjanje tega mehurčka, da ne obstaja orožje, orožarska industrija je največja industrija na svetu. A to po pravih podatkih? Ali? Ja. Je treba, mislim, se zato so pa vojne, no, da treba nekdo rab služiti od tega. No, Ja, en del vojne je tudi zato, da se porabi orožje, ki To krožno gospodarstvo. Ne. sploh v današnjih časih, ko se orožja spreminjajo, ne, pač pred 10-15 leti, ko so delali balistične rakete, droni niso bili še tako razviti, zdaj je pač nova tehnologija tudi v vojni industriji in se verjetno treba nadomestiti.
Zdaj pa, če to naveževa na medije, mislim, velikrat je v medijih pač se govori o vojnah. A je nekak ključ in socialnih mrežjih in pač teh tradicionalnih medijih, da se izpostavlja neke slabše, neke tragične zgodbe, kot so vojne, za nekak privabljanje gledalcev? Ne, ni. Mislim, tako pač tradicionalni mediji imajo uredništva, imajo novinarje, katerih naloga je, da pač izbirajo preverjene novice in na nek profesionalen način te novice posredujejo. Seveda pri tem imajo neko moralno, etično odgovornost, kako to počnejo. Sigurno ne smejo početi in ne počnejo to na način, da pač tebe strašijo ali pa dezinformirajo ali pa zavajajo. Ne, to ne, ampak mislim, če dobijo na mizo dve informacije, ne vem, nova vojna v Ukrajini ali pa ne vem, nek dosežek v Sloveniji. Ja, nova vojna v Ukrajini moraš poročati o tem, ker to pač vpliva na tvoje življenje oziroma življenje v tvoji državi. Pač to je nemogoče, da ne bi poročal. Po drugi strani imaš pa socialne medije, v katerih tudi najdeš ogromno v tej isti vojni, ampak na nek način ne veš, ali je to preverjeno, ali je resnično, ali je fake, ali je ustvarjeno z umetno inteligenco, te podobe. In si ves čas v nekem stanju anksioznosti, ki se sprašuješ, ali je to sploh res in lahko negativno vpliva na te, pa na percepcijo, si zaskrbljen, cel svet gre v maloro, nikoli ne bo boljši, zmeraj bo slabši. Ker pač ni tega kuratorja, da bi validiral te informacije, to so pa uredništva, uredniki in novinarji. Ja, se ker v bistvu v teh medijskih hišah In gre. drugič, socialni mediji danes se res veliko krat ukvarjajo za preproste propagandistične namene. Ne. Pač želijo pozicionirati en pogled na svet nasproti drugemu pogledu. In recimo v teh vojnah se vidi, kdo so bolj spretni pri uporabi teh orodij. Kaj pa, mislim, se povečuje ta fake news, kot bi rekel. Absolutno se povečuje. In zato bo vloga novinarjev, pravih novinarjev, urednikov zmeraj večja, zmeraj bolj pomembna. Ker samo oni lahko dajo validacijo, da kakšne take informacije to drži, ne drži. Ker je njihova naloga, da preverjajo dejstva. Se na koncu bojo vedno novinarjem, pravim novinarjem pa urednikom zaupali, da jim povejo neko informacijo, da je realna. Absolutno. In isto je pač z vsemi institucijami, ja, banke. Kredibilnost do medijskih hiš, jaz mislim, da bo sam rasla. Zato, ker bo poplava teh fake informacij, količine informacij, mnenj, nasprotnih mnenj, tako velika, da boš potreboval nekoga, ki ti bo pomagal validirati te informacije, reči, ja, to drži, to ne drži, ali pa pojasniti to ozadje, vzrok. Kaj pa s porastom teh medijev, ki so bolj nekako čik medijev, ki pač nekako taki clickbait mediji. Recimo Dončić je zgubil službo, pa v bistvu ni Dončić, ampak je... A se ti zdi, da je tega več ali manj? Jaz mislim, da je nekako zmerna količina tega. Meni vedno, vsak dan mi isto število teh člankov. Meni se zdi, da je tega manj. Res? Ja, ker tudi ljudje, mislim, da smo že šli čez to fazo, ko si padel na tako finto, pač bleščeči, kričeči naslov, pa greš brati v resnici nobene vsebine. Pač že, če pomisliva tako, že sama ta distrakcija, to, ker pač obračaš, pač tukaj pretirano vsebinskega, ki dosti ne dane, pač to je samo potrata tvojega mojega časa ali pa zapolniti čas. In že ta klic, hočem malo več vsebine, je pripeljal do tega, da so se razvile mikrodrame, torej te kratke serije, seriali narejeni prav za socialno omrežje, maksimalno 2 minutki, ogromno epizod, na koncu vsake epizode je cliffhanger, usoden, da veš, kam bo zapeljal naprej, in nek sistem mikropaymenta, ki ti dajo 3-5 epizod za 100,5, pa moraš vsako epizodo plačevati. Slovenija je premajhna sicer zato, da bi postala meka mikrodrama, ampak recimo Kitajci so svetovni šampioni v tem, zdaj jim tudi drugi sledijo. Ampak to tudi zadovolji samo to kratko potrebo po neki zgodbi, po vsebini. Ta prava zgodba je na streamerjih ali pa na klasični televiziji. Zdaj,
mikrodrame bojo živele, ker pač tako veš, da bi rekel, to je kot fast food medijev pač. Vse fast food je uspešen biznis v svetu, pač rabi zelo poceni sestavine, zato da lahko relativno poceni prodaš in rabiš frekventno točko, da ljudje pridejo, pa veliko tega pojejo. Tako podobno so te mikrodrame. Pa če pa hočeš res kaj dobrega pojesti, pa z okusom po kuhinji tvoje mame ali pa babice, potem pa greš v to pravo fine dining restauracijo. In mislite, da zaradi tega pač nekako ljudje začnemo bolj ceniti kvaliteto ali nam je v bistvu vseeno? Ne, tako kot pri hrani, včasih greš tudi zapaše tudi fast food, ne? Ne vem, če bi ga jedel ravno vsak dan, ampak nekateri ga mogoče. Ampak včasih ti zapaše tudi to, ni nič narobe ali pa prav tukaj. Pa tudi globalno fast food je večji biznis kot pa fine dining. Ja, normalno. Ja. Tako da, ampak zopet, to so pa poslovni modeli, ki favorizirajo velike jezike pa velike kulture. Ne. To pač tukaj, ne vem, angleščina, španščina, kitajščina, ali pa recikliranost stvari, ki so iz Hollywooda ali pa Bollywooda. Ni pa to model, ki bi, ne vem, prispeval k uveljavitvi slovenskega jezika med tvojo generacijo. Verjetno ne. Slovenske audiovizualne kulture. Ampak to se tudi, da se izgublja nekako slovenščina, nekako s to globalizacijo, prevzemamo angleščino. Ja, to moš pa ti povedati. Ja, mislim, vse reče... Vi ste tisti, ki jo lahko ubranite, pa zaščitite ali pa jo speljete na pota golfive angleške kače. Ja, v bistvu. Ja, pač z globalizacijo nekako prevzemamo tudi pač socialna mreža, ni veliko vsebin v slovenščini, zato tudi mladi smo toliko bolj izpostavljeni angleščini. Ja, absolutno se strinjam za to, jaz zmeraj navijam za to, da moramo imeti vsebine tudi na socialnih omrežjih v slovenščini, ker to je edini način, da boste sprejemali slovenščino pač v vašem lingotu. Kaj pa ta privrženost? Mislim, a je to nekak globalni trend ali je trend za Slovence, da imamo to krati te resničnostne šove? Resničnosti pač. To ni kakšna posebnost Slovenije, to je kar globalni trend, ja. Ampak zakaj? Mislim, kaj je to fascinantno? Ja, se lažje postovetim s tabo naturščikom, kot pa z igralcem, ki prije pa igra neko vlogo. Lažje se utopim v ta svet, razne razmišljam, kako bi jaz tam bil, lahko sem zavidam nekomu, ga presojam, zadovoljim svoje te apetite po radovednosti, kukanju k sosedu, kukanju v hišo, kukanju na bazen, na otok. Kaj pa je najbolj gledan, mislim, Pop TV, zdaj imamo Masterchef, zdaj Slovenija ima talent, že nekaj časa ni. Ja, zdaj snemamo Slovenija ima talent, drugič najbolj gledan je bil Na žaru, torej Roast. Se vrnil se, a ni? Ja, Roast je bil najbolj gledan od zabavnih formatov, pa je Masterchef. Samo je krivo za to, da je bila tako dobra vsebina, ali ker smo bili vsi doma, ker je bilo tisto obdobje, ni bilo med korona? To je zmeraj velja, zmeraj so cikluse, enkrat je, mislim, slabše, kaj vreme, bolj gledamo televizijo, lepše, kaj vreme, so poleti, kaj so počitnice, manj gledamo, to je zmeraj tako. Ampak še zmeraj mora biti pa vsebina. Kaj pa politika, mislim, zdaj, kaj so bila soočanja, tudi gledanost bila rekordna? Ja, kar se tiče znotraj žanra soočanja, mislim, političnih formatov, ampak tudi politika, tudi politika ima pravila šova, ne, in zdaj pa če nastopajoči, recimo kandidati, ne dostavijo nekega vzdušja, vsebino, ne izpolnijo nekih pričakovanj, ali da se kregajo, ali da se ljubijo, ali da se rokujejo, ali da skačejo, pojejo, potem pač gledalci na to tudi odreagirajo, tako kot na katerikoli drugi žanr. To bi se en velik resničnosti šovani. Tudi, ja, ampak hkrati pa imaš novinarje, ki zelo resno opravijo svoje delo in pač njihov cilj je pač, da gledalcem predstavijo politike, programe, kandidate. Koliko raziskave pa je za tem novinarstvom, mislim? Kar veliko. Pač mi imamo tudi ekipo, ki vsakič dela, preverja dejstva, skratka preverja to, kar politiki govorijo, a je ima smisla, nima smisla, je res, ni res, je točno, ni točno. Tako da se kar držimo tega, da hočemo relevantne pa točne informacije gledalcem posredovati, a pa popravljati informacije, ki jo politiki plasirajo. Ampak a je to ima nek kontraefekt, da so politiki pol ful zadržani glede specifik, pa sem nekaj okrog govorijo?
kako se tebi zdijo politiki kot komunikatorji, kot osebe, ki nastopajo v javnem prostoru? Mislim, nekako neiskreni, ampak vseeno pač dobro znajo skomunicirati stvari zdaj, a so realne. Okay. A ti pričakuješ iskrenost od politika? Ne. Oziroma, fajn bi bilo, da bi pričakoval, ampak... Torej, viš, zakaj te pol moti, če ni iskren? Ja, mislim... Izpolne tvoja pričakovanja, on je bil neiskren. Ampak a res to šteje? Itak ti ne veš, pač to po občutku se odločiš, a on neiskren ali iskren. A pa dobiš potrditev tega šele potem, kako se odloči. Ne? Eno je, govori, drugo je pa, kaj pol naredi. Ne? Ampak recimo kot komunikator, kot nekdo, ki nastopa v javnem prostoru pred kamero, pred tebi, a veš, kako se ti zdijo? Zelo vešči, srednje vešči, nevešči? Imamo izjeme, ampak zelo vešči, pač to so PR-ovci na vrhuncu nekako. Aha, znajo skomunicirati to, kar... Znajo, ja. Ampak nekako tudi ljudje, a ne, kot ti nekomu ne zaupaš, se ti zdi tudi ta dobra komunikacija bolj kot igra. Ampak tistem, ko jaz ne zaupam, se že naprej opredelim. Pač jaz tebi ne zaupam, ne moreš me prepričati o ničemer, tudi je sonce zunaj. Aha, ker imaš nekaj za bregom, ne, za tem soncem. Pač, ja, ampak zaupanje je kategorija, ki nastaja ne čez noč, ampak razen v kakšnih izjemnih situacijah, ekstremnih situacijah, ampak skozi čas. Ne. Zdaj, moje mnenje je, da pač tvoja generacija, mlajša generacija, vi ste preveč pasivne, kar se politike tiče. Ne. In če si hočete ukriti svet po vaši podobi, ali pa prihodnost po vaši podobi, boste morali vstopiti v to igro, ki se reče politična arena. In mi boste tudi morali pridobivati zaupanje, ne, starejših, zato da pač bi izbrali vaše politike, vaše kandidate. Ampak mislite, da testujemo tako, da kandidiramo, da ustanavljamo stranke, ali da smo opazovalci oziroma aktivni? Aktivno, da vstopite v areno in da se potegujete za te vzvode oblasti. Ker zdaj se svet kori po naši podobi, če tako rečem, po podobi moje generacije. Ne? Ampak to ni vaš svet. Tudi ne bo vaš svet. Pač vi živite drugače, razmišljate drugače, gledate drugače. In ta svet boste spremenili lahko samo tako, da se vključite tam, kjer se tekma igra. Ne moreš tekme zmagati izven igrišča, na igrišče moraš prijeti. Težko bo zaangažirati, mislim, nekako so mladi ful oddaljeni od politike oziroma se ful sami distancirajo. Zakaj? Ja, prvo eno od staršev, torej mislim starši jim nekako pravijo, da politika to je tista grda beseda, ampak razumem, da politika ni nekaj, s čemer se oni rabijo ukvarjati, drugo je pa pač, da sami ne verjamejo politikom ali pa govorijo, to je za stari ljudi se bodo s tem ukvarjali. Torej vi boste ubogali starše in boste pustili, da vam starši ukrojijo svet. Tako to je. Ne? Super. Ja, ni tako. Ja, ni v redu. Ja. Ne. A veš? Ja, vse smo odgovorni za otroke, smo odgovorni za naše generacije, ampak v resnici pač naš pogled na svet je drugačen kot vaš. To zlo, mislim, da se je ful spremenil svet. Ja. In zato pravim, če želite prihodnost, v kateri boste vi živeli, ne mi, pač morate to prihodnost vzeti v roke. In edini način, da vzameš to prihodnost v roke, da imaš v rokah vzvode, ki to prihodnost krojijo, in to je pač v političnem prostoru, ne na socialnih omrežjih. Jaz se, ker v bistvu nekako politiko gledamo kot neko območje, neke korupcije, pa ne vem, kaj še vse si mladi mislijo. V bistvu je pač neka ustanova, ki pač odloča od nas kot pač ljudima. In mogoče tega mladi ne razumejo oziroma pač jim je vseeno do neke mere. Zdaj si predstavljam, da 60-70-letniki odločijo o tem, kako boš ti dobil stanovanje. A ti ni to mučno? Ja, ne, ker pač on ne more zastopati nekako, on svoje interese zastopa oziroma svoje poglede. Torej, zakaj spite? Ja, ne vem, to je dobro vprašanje. Pravi bi imeti bolj reprezentativno grupo. Ne, je pa, to je problem, no. Zdaj pa, kako bi se pa tega lotili, ne vem, jaz nisem pameten. Vprašamo starše. Ne, sami sebe morate vprašati, pa sami se aktivirati. Mislim, da ste dovolj sposobni, pa da imate znanje. V kakšnih pogledih imate veliko več kompetenc, kot pa mi. Danes obstaja svet digitalnih medijev, na katerih lahko poveš katerokoli zgodbo, če ti želiš. Pač razumeti, treba pravila igre in v tej igri zmagati. To je vse.
Zanimivo, mislim, ko pogledamo, da naše politike so v bistvu skoraj vsi začeli kot mladi, da imamo izjeme. Večina se jih je pač začela udejstvovati kot mladi. Zdaj pa so pač te isti, ki so bili pač včasih mladi, so zdaj na teh pozicijah. Mladi trenutno pa se ne vključujejo, kot so se. Ne, ampak politika je isto poklic kot katerikoli drugi poklic. Pač to je neka veščina, ki jo moraš obvladati. Ne? Pač niso vsi politiki vešči tega, se kakšni pristanejo tudi slučajno, pa po pomoti v tej areni. Ne? Ampak, ne vem, če si spremljal kaj Madžarsko, pa volitve, kandidat, ki je zdaj postal predsednik vlade, on pač ni imel dostopa do medijev in vse, kar je počel na digitalnih omrežjih. Ne? Zato je imel ves čas mikrofonček tukaj, pa ves čas so ga z iPhonom snemali. In on je svoje zgodbe pripovedoval preko Facebooka pa YouTubea. In zmagal. Ker v bistvu nekako, je pač da se, treba je mobilizirati to grupo. Ja, ker je imel tudi zgodbo, vedel, kaj hoče povedati, kam hoče prijeti in imel ob sebi skupino ljudi, ki mu je to pomagala. Ampak zdaj je že postal predsednik vlade. In poglej, pozorno, še zmeraj nosi mikrofon, še zmeraj ga snemijo s telefonom in še zmeraj dnevno ima okrog urce do 2 urci live streama. A res? Ja, kot predsednik vlade. Ampak a to bi v Sloveniji sploh delovalo? Mislim, mi imamo zelo veliko starega prebivalstva, ki pač ni toliko vešče s socialnimi omrežji. To ne drži. Tudi starejši občani, uporabniki, gledalci dostopajo do omrežij. Ja vem, ampak so tudi v političnem smislu so bolj zabetonirane. Mislim, imajo svoje poglede čez celo svoje življenje. Če bi to držalo, potem nikoli ne bi bilo spremembe nobene vlade, pa nikoli ne bi nastale nove stranke, pa novi predsedniki vlad, pa novi kandidati, pa novi obrazi. To ne drži. Ampak mislim, vse procenti so podobni, niso za neke stranke. No. Ja, res je. Se neka ta volilna masa se ne spreminja, ker imamo glih te volilce, niso kaj tisti, ki so pač ja, ker nihče še do zdaj ni prišel, ki bi zares hotel preseči to. In vaša generacija mogoče ima to priložnost, ker začnete z drugačne točke. Bomo videli, kako se bo to obneslo. Če bo kdo pa slušal. No. Vile v roke. Treba biti aktiven. Ja. Kaj pa vi, mislim, v svoji družini to nekako prenašate na svojo hčerko ali neke to aktivno udejstvovanje? Jaz pač hčerko učim, da mora imeti mnenje, stališče, da se mora postaviti zase v katerikoli situaciji. Ker to je problem, če delamo vse, ker rečejo starše, se nikoli ne bomo bolj samostojni. Halo, prosim te. Samo včasih tega ni bilo, mislim, verjetno, ti, ko si bil mlad, pač vse starši. Mi smo tudi nismo počeli vse, kar so starši rekli, pa pričakovali. To je del odraščanja. Hvala Bogu, da to postaja. Predstavlja se, da bi iz generacije v generacijo počeli to, kar so starši počeli. Mislim, da to ne bi bil fajn svet. Ja, ker pol ne napreduje družba, ne. Si vstal. Če ti še delaš isto, se ne more biti napreduje. Zato z mojega vidika veliko raje poslušam tvojo generacijo, da zvem kaj novega, drugačnega, drug način razmišljanja. Včasih se zelo težko pogovarjati z vami, ker res imate drugačen pogled. Ampak nič narobe niste. Zaposlujete veliko mladih ali se temu izogibate? Kaj? Ne, nasprotno. Še več bi jih radi zaposlili. Ker ne more ta neka, mislim, originalni te zaposleni pač tudi vedeti neke nove stvari. Mislim, spremenjajočo se tehnologije je treba tudi kader spremenjati. Absolutno. In tudi ta energija mogoče se pol drugi naleze oziroma pač... Z energijo imam pa tako stališče, ni povezana z leti, ampak z človeško osebnostjo. Ja, se imaš mladih, ki so energični. Zelo brez energije in imaš tudi starejše, ki imajo ogromno energije. Ampak to je, mislim, da kar razporejeno po generacijah ni nič. To zdaj mladi proti starejšim. Ja. Kaj pa ti, a si ti sodeloval na intervjujih, ko so zapošljevali neke kadre? Velikokrat. In kaj je, ko ti se usedeš, kaj je prva stvar? Oziroma, kako v bistvu izgleda? Recimo, kakšno vprašanje se odprašam. Koliko si v družini? Kako mislite? V tvoji družini, koliko je? Ja, 4 člani. 4 člani, 2 otroka. Ja, 2 otroka je dosta starši. No, greste z avtom na izlet. Oče se odloči, da vas bo peljal do Benetke. Kakšno muziko bi ti spuščal v avtu, da bi bili vsi 4 zadovoljni s to muziko? To je vprašanje. Nek popa, ne? Povej.
Kašen. Kaj jaz vem, nek Teddy Swims ali pa. To je tako, neka taka čim bolj neutralna muzika, zato da bo vsi zadovoljni. Če bi pa hotel po svoje, bi pa dal jazz. Ja, veš. Tukaj ni pravilnega, negativnega, pa napač odgovora, predvsem logika, način razmišljanja. Zdaj pač ti si povedal, zato da so vsi zadovoljni, skratka poiščeš nek skupni imenovalec. Mogoče tebi to ni najbolj všeč, ampak ti še zmeraj preneseš to muziko, ampak zato da so vsi štirje v avtu zadovoljni. Ne? In v osnovi to je nekako osnovna logika dela na televiziji, pač moraš poiskati največji skupni imenovalec za določeno ciljno skupino, ki bo pritegnila ta glasba, program, oddaja, serija pred zaslone ljudi. Ne. Recimo, jaz imam taka vprašanja ali pa podobna. Ne. In kaj je bil najbolj zanimiv odgovor? Kaj je bila najbolj zanimiva v bistvu anekdota? Ena me je presenetila, ker je rekla, da bi dala nek punkovski band, zato ker so vsi punkari. Ja, dobro, to je normalno. Tako, drugače pa ja, ampak tukaj ni pravilnih napačnih odgovor, to predvsem način razmišljanja odkriješ. Se to v bistvu najbolj pomembno, ni neko več, ker ni več ključ do uspeha v poslu, v biznisu, neko teoretsko znanje, veliko teoretskega znanja, ampak način razmišljanja, kako ti v praksi, timsko delo. A ti tebi starši govorijo 5 študiraš zato, da boš dobil službo? Ne. Veš, meni so še to govorili. Že takrat je bila to majhna laž, danes je pa to popolna laž. Pač znanja lahko pridobiješ na več načinov. Pa ne vem, razen študija medicine, ker hočeš postati zdravnik, normalno, da boš šel na študij medicine, vse ostalo pa vse je odprto. Poklici prihodnosti, kakšna znanja, veščine boš rabil, ne vemo. Si kdaj imel 2 kandidata, pa da je imel diplomo, pa ne, pa ste unga brez? Nikoli ne gledam na diplomo. Predvsem na način razmišljanja, znanje, veščine, osebnost. Pri nobeni poziciji. Diploma mi je pomembna zato, da vidim, človek je closure, je test, ki zaključuje stvari ali ne zaključuje stvari. Torej, me zanima, zakaj si 4 leta vlekel, pa nisi dokončal. A ne? Ker to povem mogoče o tvojem značaju ali pa okoliščine v življenju in tako dalje. Ampak tako na začetku, mislim, nič ne sodeš tako po oblačilih ali pa kaj, tako da bi si takoj dal neko to pa nikoli. predstavo. Ali pa po frizuri. Po frizuri pa ja, ne po obrazu pa. Frizuri ne. Mislim, zavidam ti to tvoja frizura. Ne? Jaz sem tu včasih imel tako goste lase, ampak to je že res prejšnje tisočletje. Ampak ne. Se veš, ti presojaš ljudi tako na prvi vtis, pa ga pogledaš, pa si misliš, stvariš neko mnenje o človeku. To ni glih najboljši. Ne, ker v resnici je to zmeraj napačno, največkrat je napačno. Jaz se ti ne moreš poznati človeka zdaj po frizuri, pa po obrazu. Ne, pa tudi po enem pogovoru ga ne moreš spoznati, lahko začutiš kakšne stvari, lahko se tudi zmoti. Tako vidiš, je bolj introvertiran, ekstrovertiran. Pa dobro, to, da ko pride na intervju pozdrav, pa se nasmehne, to je normalno. Ni? Ja, pač vidiš po stisku roke, ne vem, po govorici telesa, po načinu govora, ampak to v vsakdanji situaciji to tako opazuješ. Kaj se mladi še odločujejo za novinarstvo ali bolj ne? Zmeraj manj. Kar se mi zdi napaka. Ker to je poklic prihodnosti, prepričan sem, da bomo zmeraj bolj se zatekali k verodostojnim informacijam in zato pač rabiš verodostojne novinarje. V bistvu kaj novinarstvo je na FDV-ju, ne? Kaj v Ljubljani? Ja. Ampak zato, da si novinar, ne treba študirati novinarstvo. Sej ti si študiral kaj mednarodne odnose. Mednarodne odnose, ja. Ampak lahko tudi kakšne druge študije. Je to v bistvu neka miselnost bolj kot pač ta diploma. Sej, če znaš pisati, če ne znaš. Ker ostalih veščin, kako stati pred kamero, kako smontirati zgodbo, kako praviti razgovor in tako dalje, se pa priučiš. Kaj to voditeljstvo, mislim, te prepoznavni obrazi, Edipuce, Slak. Ja, to so pač, bodi si bili novinarji prej, oni so postali del naših gospodinstv, ki so vsak dan tam z nami, nekje v dnevni sobi na televizorju. To so tudi največji obrazi naše medijske hiše in po stažu in po vplivu, ki ga imajo. Veš, delo v medijih, a ti všeč ali ti ni všeč, ali ima strast ali nima strast za to, ni umestne variante. Pa ljudje sploh razumejo, kaj se dogaja, mislim, ker novinari delajo do
do roka za oddajo, kar je pa pač malo prej. To so zelo nestalni urniki, vikendi, pač takrat, ko se stvari dogajajo. Novinarsko delo ni družini prijazno delo. Pa tudi voditelji, ljudje mislijo, da sam pridejo pa berejo iz tistega teleprompterja. Oni v bistvu kaj delajo, z novinarji. Seveda z novinarji, z uredniki pripravljajo, nisem branje. Ne. To je zadnji korak. Ampak te voditelji, oni so se to priučili, te neke sposobnosti govora, ali so se rodili? Natrenirano, nekateri imajo pa tudi priurejeno. Vsak od nas je različen komunikator, to, kar smo se prej pogovarjali. Ampak predvsem mora biti osebnost to prava. Se to gledalci potem vzamejo za svoje ali pa ne. Kako pa je komunikacija nasplošno pomembna v svetu in v poslu in v družini? Najvažnejša. Recimo, ti si pristopil k meni na nekem dogodku, če bi prišel na podcast, se običajno rajš rečem ne. Ampak, ker si na nek prijeten, prijazen način pristopil, pač sem rekel, ok, bom prišel. Ne bo, če se nasmehnu, pa lahko. Ja. Tako da prej nisem nobenega tvojega podcasta pogledal, potem na enem pogovoru sem pač pogledal, kako se pogovarja z ljudmi in tako. Veš, pač začelo se je z najeno komunikacijo in danes sva tukaj. Zdaj pa moram vprašati neko konstruktivno kritiko, če so se že o tem pogovarjala. Ja, ne vem. Če bi bil v tvojih čevljih, jaz bi se postavil kot ambasador, kot govorec tvoje generacije. Da bi skozi tebe, skozi tvoje oči, skozi tvoj pogled na nas, goste, dogodke, stvari okrog nas, pač bil refleks te tvoje generacije. Ker vi res boste vstopili v ta naš svet, mislim, svet, ki ga mi pretežno korimo, ne toliko vi. In recimo meni osebno je najbolj zanimivo, kaj bi vi spreminjali, ne? Ker brez sprememb itak ne bo šlo. Ne? Ja, treba. In zdaj pač spremembe, če pogledamo tako globalno, kdo jih počne, ne? 70-80-letniki. Vprašanje, kam to bo? Mega perspektivno. Ja, ful perspektivno. Na mladih svet stoji. Ja, to je bila včasih, to je živa resnica, ampak tako v pregovoru, ampak ni pa v realnosti tako. Zdaj stoji na teh slabih kovkih pa škripavih. Res je. Res je. Ja. Zdaj pa pred konc, če še par hitrih vprašanj, to je zdaj za social media, kako se sprej, moramo za te short, to je rubrika Telemachove Gigasfera, tako da te bom samo vprašal par vprašanj ali. TV v uživo ali vsebine na zahtevo? Uživo. Klic ali sporočilo? Klic. Telefon na 1% baterije. Panika ali mirna kri? Mirna kri. Športna tekma ali koncert? Športna tekma. Umetna inteligenca, priložnost ali grožnja? Priložnost. Poln digitalni detoks za vikend ali raje vedno povezan? Detoks. Delo od doma ali v pisarni? V pisarni. Bereš novice na internetu ali gledaš na TV? TV. Glasba na radio ali s telefona? S telefona. Telefon na tiho ali pisk za vsak notification? Tiho. Serija ali film? Serija. Pa prvi preizkušiš novo tehnologijo ali počakaš na verzijo 2.0? 1.0. Ja, s tem sva zaključila Telemachovo Gigasfero, no? Vidim, da si kar in, oziroma nekako tudi out. Ker pač, koliko mladih dela detoks? Bolj malo, ne? Malo. Ampak je... Ker jaz vem, tudi mene stisne panike, ko sem nekje, pa vidim, da imam na 1% telefon, to bolj zaradi mame, ne, ker more... Da ima kontrola. Komunikacija, ne, da ve, kje sem, pa to, ampak ja. Ampak se, če ima tracking, itak ve, kje je tega nima. Nima. In nisem dovolil, ampak bi imela, če bi dovolil. A bi imela? Je valjda, da bi imela, ja. Jaz pa ne bi imel. Ja, se je pametno, no. Jaz si to vedno pravi. To je stvar zaupanja. Ja. Pa ne zaupanja, pač sam tak zelo je skrbi, tako da. Vse lepo, no. Je pa kdaj to preveč, ne. Zdaj, upam, da ne bo tega gledal. Mame, vse v redu, mame. Krasnega sina. Ne, hvala še enkrat. Hvala tebi za povabilo. Zelo lep pogovor. No. Hvala. Ustraje.